Dostikrat me folk vpraša, katere stvari so na cesti najbolj nevarne. Dostikrat me folk vpraša, katere stvari so na cesti najbolj nevarne, in jaz utrujenost, zaspanost, ki ta pride mimogrede, to uvrščam kar visok. Ker ti, ko voziš, pa si ful utrujen, ti ne veš, kjer je tisti trenutek, ko zaspiš. In jaz sem se s tem nekaj časa kar dosti soočal, veš, ne pozabi, jaz sem se leta 2011 spomladi preselil iz ljubljanskega konca na štajerskega. Kar naenkrat se mi je količina voženj ful povečala. In sem rabil nekaj časa, da sem nehal biti butast, in kadarkoli sem bil ful utrujen, sem se preprosto ustavil pa zaspal. Še danes to naredim, tudi če sem, pazi, 5 ali pa 10 minut od doma. Zato, ker prvič, ta najhujše nesreče se ponavadi zgodijo v bližini doma, ker ravno takrat voznik prešalta na avtopilota, saj sem že skoraj doma. Ne. Glih takrat ti malo koncentracija pade in takrat boš zaspal še hitrejši. Ne pomaga, da ješ bobi palčke vmes, da se dereš, da se kluftaš, tudi ščipanje ne pomaga. Nič ne pomaga. No, to je en tak dober nasvet, ki ga lahko dam. Zdaj grem pa malo. V katerem avtu sedim? V enem takem greozici, ful lahko gor pa dol, pa to zdaj nočem reklame delati, samo šparenih avtih, ko hočeš zaspati, moraš delati takole. Traja pol ure, da greozic nazaj. Hyundai i20, zdaj mi daj pa 10 minut, pa se pa spet vidimo, prav. Dobro jutro. Bi že odsaj, da avto malo do zunaj pokažem, ne? Lej, tole, kar vidiš za mano, je Hyundai i20, danes bomo naredili na sladko kisle, najprej pa valjda osnova. Avto je bil pred kratkim prenovljen. To pomeni, da sta odbijača tako zadnji kot sprednji nova, pa nove so tudi luči. Meni je všeč kombinacija barve pa tele oblike, se mi zdi, da je malo agresiven, obenem pa ne izstopa prav dosti. Lepa, da noč rekel, ti nisem tudi ritke pokazal, takole zgleda, a se spomniš, kakšen je bil ta avto pred prenovo? Evo, le eno fotko. Pa danes boste verjetno zadovoljni tudi tisti, ki dostikrat rečete, Ciril, vse lepo pa prav, da testiraš luštne, drage avtomobile, BMW, Audije, Mercedese, ampak zakaj za hudiča pa večkrat ne testiraš dostopnih avtov? No, danes smo pa tukaj. Ok, pa dajmo kar začeti. Prva sladka je ziher prostor. Veš, to je tudi prva stvar, ki jo porajtaš, ko prideš v kabino, rečeš, čakaj malo. To res malček, spredi nič posebenega. Druga vrsta. Tukaj v drugi vrsti je pa placa nadpoprečno velik. Se veš, ti avti so pogosto druga izbira v familiji in včasih so otroci tudi že malo večji, pa je treba nekam noge dati. In noge bistveno lažje, kam daš, če je placa velik. Ne samo za kolena, tudi za stopala, pa tudi za streho. Ne za streho, za glavo. Streha je dosti visok, to sem hotel reči. Imam pa dve drobne pripombe, pa to nikakor nista kisle. Kufer je čist dovolj velik, ni pa nadpovprečno velik, tako kot je recimo prostorna kabina. Le v tem testnem avtu je celo tako, da imaš dvojno dno na voljo, placa je kar nekaj, vidiš. Zici pa vidiš, kako se delijo v razmerju 60-40. Druga sladka, tukaj bom zelo kratek, glede na to, da je ta kabina razmeroma pusta, kar se videza tiče, ampak pridem do tega pri kislih, je prostor za voznika dost prijeten. Le tako bom rekel, jaz sem se s tem avtom prevozil ful. Več kot jurja kilometrov sem naredil, pa moram reči, da se prav fajn počutim. Položaj za volanom štima, sedeža sta udobna, to je vse, kar jaz rabim za to, da se v avtu počutim dobro, ne samo v mestu, za kamor je namenjen, predvsem tudi na daljših vožnjah. Veliko sem bil na avtocesti, pa mi ni bilo dosti ok, dobro. Prijemo pa tudi do motorja, ki je res bolj za mesto, ampak to je že druga zgodba. Tretja sladka, motor. Zdaj pa malo potrpljenja. Ta avto je opremljen z 1,25-litrskim atmosferskim motorjem. In ta motor predstavlja vstopenco v svet i20. In treba je razumeti, da če bi ga primerjal s turbobencinskimi motorji, mimogrede tudi te Hyundai ima, ampak kakor pravim, govorimo o vstopni izvedbi. Ne smeš zdaj pričakovati ful živahnosti, ampak če si malo potrpežljiv, pa se boš s tem avtom res večina vozil po mestu, zna biti čist dost. Mislim, long story short, če boš veliko na avtocesti izber kaj drugega. Če imaš pa dosti potrpljenja, pa boš večinoma v mestu, pol je pa to vstopen motor lahko čist lušten. Res. No in zakaj sem dal švoh neprožen atmosferski motor med sladke? Zato, ker sem delal z njim, kar sem hotel, pa poraba ni presegla 6,2 litra na 100 km. Četrta sladka, i20 je od prenove naprej pametnejši. A veš, ponovno imaš sistem za opozarjanje pred utrujenostjo, sistem za preprečevanje naleta, pa za ohranjanje vozila na voznem pasu. Prej tega ni bilo. Zdaj pa je in to je dosti pomembno, zato ker to imajo tekmeci tudi. Zdaj gremo pa na tri kisle,
pa na peto sladko. Prva kisla, ampak ta velja samo za tale konkreten avto. Kabina je vseeno malo pusta, samo eno barvo imamo, črno. Je pa treba tukaj nekaj poudariti, ne. To velja za ta konkreten avto, zato kot prenove naprej ga lahko tudi malo poživiš z različnimi barvnimi elementi. Druga kisla, 5-stopenjski ročni menjalnik. Tale ročica gre takrat, ko je avto mrzel, mal ne rada v rikvrc. To mi ni tako všeč. Tretja kisla, mimogrede šele zdaj vidim, koliko oranž zelo so zatemnjene zadnje šipe. Gangsta, stari, nič not ne vidiš. Tretja kisla je hrupnost kabine pri višjih hitrostih. Malo zaradi tega, ker je malo slabše zvočno izolirana, malo pa zaradi tega, ker je motor dosti glasen, ker ga skozi ženeš v visoke vrtljaje, takrat, ko si na avtocesti. Ok, peta sladka, razmerje cena pa dobljeno je pri tem avtu kar dobra. Tale mislim, da košta nekaj čez 15 jurjev. In za 15 jurjev jaz mislim, da je tole kar lušten paket. Avto dobro zgleda, je še kar atraktiven, sploh v primerjavi s tistim, kar so imeli kupci Hyundai i20 pred prenovo. Je razmeroma udoben, je prostoren, je varnejši, ki je bil prej in to se mi zdijo kar dobri argumenti. Nač, zdaj ga bom pa jaz počasi vrnil. Evo, jaz sem se pripeljal v Ljubljano, zdaj bom malo z logistiko pomagal še bratu atmosfercu. Čakaj, kaj moram reči? Živa. A všeč, ko živa, stari. Živa, stari.